Gospod Breznik, izvolite. Najlepša hvala. Jaz moram na nekatere izvajanja kolegic opozoriti. Jaz upam, da so tudi člani strokovne komisije, kot vi, spoštovani predsednik, in kot javnost, ki nas spremlja, pa tudi magnetogram bo to povedal, govoril o nekih nevarnostih, ki pretijo, vkolikor pride do te diskrecije na Ustavnem sodišču. Pa me spoštovana predsednica Državnega zbora, jaz navajam na njeno izvajanje, moram priznati, kot dolgoletni politik, imam debelo kožo do takih ljudi, ogromno jih je že bilo v Državnem zboru in ogromno jih je že šlo v, lahko bi rekel, v pozabo ljudi, ki so tukaj delovali. Seveda pa neka žalitve, primitivnost, vulgarnost, ki izraža, pa kaže na to, da pritrjuje temu, kar smo v Slovenski demokratski stranki vsa leta govorili. Mi nismo kritizirali kar tako nasplošno slovenskega sodnega sistema. Če bi pogledal z mojega primera, sam sem imel nekaj minornih postopkov in imam pozitivni vidik in pozitivno izkušnjo za slovenskimi sodniki, res je šlo za neke minorne pravne zadeve. In tisto, kar večkrat govorim o neki teoriji ljudi, vrhunskih pravnih strokovnjakov, profesorov prava, govorim seveda v mednarodnem pomenu besede, ki so pripravljali v zadnjih letih članke, s katerimi so ugotavljali in iskali rešitve, zakaj je v nekih rednih sodnih sistemov, postsocialističnih sistemov, prihaja do nekaterih anomalij in kako jih odpraviti. In da potrebujemo ta intelektualni pravni prepih, ki ga ima in ki ga izvaja, lahko bi rekel, Ustavno sodišče, je potreben, in to se vidi tudi v slovenskem, lahko bi rekel, tudi v, lahko bi rekel, sodnem svetu. Ne nazadnje, sodni svet je taki pravni vulgarizem, primitivizem, ki ga izvaja diplomirana pravnica gospa Grgurevič, zavrnil, zato je niso imenovali v izvolitev Državnemu zboru za sodnico in zaradi tega torej obstaja še neke varovalke in obstajajo pravni strokovnjaki, ravno tam, kjer ne izhajajo z rednih sodnih sodišč, ampak so tudi ostali pravni profesori, in to je tipičen primer, da ni vse slabo v sodnem sistemu in potrjuje neko našo teorijo. Mi pa opozarjamo na ekscese. Kot je recimo ekscesno dejanje, da bivša sodnica, ki je bila odstranjena sodnega sistema, gospa Klakočar, govori o nekih simpatijah do bivše države. Nikoli nismo govorili, kar vse poprek žalili sodnikov. Jaz mislim, da je v sodnem sistemu že ogromno sodnikov, ogromno je tudi sodnikov, ki imajo dodatna znanja, kar se tiče tudi evropskega prava, kjer smo imeli veliki manko, in tudi ostalih vej. Ravno zaradi te notranje navadnosti, ki še vedno obstaja, in tudi ostalih vidikov, kjer sem govoril, mislim, da bi moralo Ustavno sodišče, in to sem govoril v prvem izvajanju, se kadrovsko krepiti, to mislim, da se strinjate, in pa tudi tehnološko. Prislužili ste si dve repliki, najprej kolegica Urška Klakočar Zupančič, potem pa še kolegica Lena Grgurevič. Dovolite mi, govorili ste nekaj o tem, da naj bi bilo izvajanje, ne vem, a ste mislili moje, primitivno in vulgarno. To boste morali sami pojasniti, kje sem bila jaz primitivna pa vulgarna. Govorili ste o tem, da veliko jih je bilo takih primitivnih in vulgarnih, ki bodo pozabljeni, ne, politiki. No, jaz vam lahko zagotovim, da jaz ne bom pozabljena. Zagotovo ne, če ne drugega, gospod Breznik, spomnili se me boste iz najnega prvega soočenja na N1, kjer sem se zelo zabavala, vi pa tudi, predvidevam. Tudi ne bom dovolila, da boste vi govoril neresnice o odstranitvi sodnega sistema, pa niti ne bom zdaj dajala neke širše razlage tukaj, ker je brez veze. Ste me pa poklicali, očitno za svojimi posegi v človekove pravice, prav vaša stranka, poseg v človekovo pravico do zasebnosti, in ravno zato, ker je bila moja pravica do zasebnosti grobo kršena, sem danes tukaj. Tako da pazite, kaj delate. Predvsem pa vidim, da ste zelo vznemirjeni, zelo ste bili vznemirjeni v svojem izvajanju, kar pomeni, da vas nekaj blazno srbi oziroma boli. Tako da bi želela, da se opravičite meni za laž, ki ste jo izrekli. Jaz nisem bila odstranjena iz sodnega sistema. To je laž.
Pa sej, verjetno s tem upam, da ne boste imeli težav, ker ste kreposten človek, ki spoštuje človekove pravice, in tudi kolegici o tem, kako ne bi se prijavljala in ne bila izbrana. Pazite, torej, referiram se na vas osebno, ampak na člane vaše stranke, kako vplivate oziroma posegate v človekove pravice in temeljne svoboščine državljank in državljanov, ker se vam lahko zgodi, da bo kakšen od teh državljank in državljanov potem svojo pravico poiskal tam, kjer jo mora, in s tem tudi uspel. In vam to potem prinesel na pladnju. Hvala lepa. 3 minute. Ja, najprej bi vas še, kolega Horvat, spet opozorila, zdaj sem pozorno poslušala, o čem je razpravljal kolega, to bi bilo postopkovno, zdaj prosim, kolega... Če imate zdaj vi postopkovno ali repliko? Najprej postopkovno, ne? Ne, to se niste prijavili, vi zdaj imate najprej repliko in prosim, da v repliki poveste, v čem ste bili narobe razumljeni, se poznate definicijo replike. Ja, ampak postopkovno ima prednost pred repliko. Niste se prijavili. Pa zdaj vam pravim, da imam... Imate 3 minute za repliko. No, pol pa začnite štopati. Moram povedati, da kolega Breznik, seveda, dajte si zavrteti nazaj, vi ste govorili o lustraciji, prosim, da ne lažete v eter, dajte si zavrteti nazaj. Potem to, da vi nasplošno niste žalili sodstva, mislim, vaša stranka ali pa kdo, kaj pa je to, da sodstvo je slabše kot mafija, mafija je lahko vzor za naše sodstvo in podobno. Ne? Mislim, da sem enkrat sodelovala v postopku, nisem bila niti kljub zelo nadpoprečnim rezultatom vabljena. Ne? To ravno naslavljamo, upam, da se boste pridružili, če nekdo, ki ima, ne vem, 100% potrjene zadeve na višjem sodišču, nadpoprečne rezultate in to ni niti vabljen pred sodni svet, boste mi to pomagali spremeniti v imenu vseh naših mojih, recimo bivših kolegic, kolegov, sodnikov, že ali tožilcev, ki se prijavljajo, pa niso kot objektivno najboljši, sploh vabljeni pred sodni svet, tu imamo mi težavo. Sem pa sama recimo še, da pač, če me želite žaliti, povedala 3 tožbe kot zaposlena, zoper okrožno sodišče v Mariboru vložila, 3 tožbe sem zoper sama tudi dobila. A veste? Tako da jaz vas zato pozivam k aktivnem pristopu k spremembi trenutne zakonodaje, med njimi je tudi zakon o sodnem svetu, in dajmo tukaj poskušati zagotoviti, da se bodo razni, ker veste, so predsednice sodnega sveta tudi partnerke, ne vem, zelo vidnih SDS članov, ne, in ja, kako se te postopki vodijo, kaj se vse tam dogaja, ne smejte se, to je dejstvo. Kolegica Lena, 3 minute je poteklo, se strinjate? No, tako da, samo da se ne bi več o tem slučajno pogovarjali, ker se tega pač ne dovolim. Hvala lepa. Lahko bi se pa mogoče na kak drugačen način... Hvala lepa.